Takle, najprej en lep pozdrav, drage dame in spoštovane gospe. Hvala lepa, da ste se udeležili današnjega pogovornega večera ob dnevu družine. Res hvala lepa, posebej še pa dovolite in mi ne zameriti, moram pozdraviti našo Romano. Poglejte, danes bomo spregovorili o naših družinah. Vloga družine se je skozi vsa ta desetletja kar hudo spreminjala. Včasih je bil oče tisti, ki je nekako hodil v službo, se vračal domov, bil navajen, da je vse tipi-topi in nekako obdel nad družino. Mama je bila tista, ki je bila doma, je pospravljala, je prala, likala, kuhala in skrbela za to, da je pač, da so se družina, da so se njeni otroci in pa mož vračali v toplo kuhinjo, bi rekla, ali pa v topo domu. Otroci včasih, če se spomnim sebe ali pa moje mame in tako po pripovedovanju, niso imeli igrač. Skakali so, oziroma smo vzunaj, skakali smo po hlevih, če veste, kaj je to, po senikih in bolj smo bili umazani, bolj smo bili zadovoljni. Današnja družina, vloga današnje družine je pa malo drugačna. Nekako se že istoveti ta vloga očeta in pa mame, tudi očetje danes kuhajo, ali pa tudi mame so tiste, ki skrbijo, da prinesejo denar domov in skrbijo za družino. Če pa pogledamo naše otroke, jih pa že pri prvem mesecu začnemo nekako, bi rekla, po zgornjosavinjsko božati, ja, ujčkati, skrbimo, da imajo kako igračo, vsak večer, če nas, oziroma če vas hočejo poslušati, beremo pravljice, jih usmerjamo, jih vključujemo v neke šolske dejavnosti, kupujemo igrače, kupujemo telefone, kupujemo računalnike. In če malo pomislimo, vloga družine nekoč in danes je zelo različna, ampak nekaj je pa skupno. In to taki pravi družini. Skupno je pa tisto, kar rečemo srečna družina. In tako včasih, ko niso imeli v bistvu, rečemo, iz rok do ust, tako danes, ko ima marsikatera družina, imamo ogromno denarja in vsega na pretek, ali pa tudi ne. Skupno je to, da se srečna družina je zbrala včasih in se tudi danes zbere ob neki mizi, ponavadi v kuhinji je najbolj luštno in srečna mama in oče sta takrat, ko vidita nasmejane obraze na svojih otrocih. Želim vam prijeten večer. Izvoli, Alenka. Hvala lepa, lepo pozdravljene. Leta 1993 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 15. maj za Mednarodni dan družine. To seveda pomeni, da se ali pa se vsi skupaj zavedamo, kako pomembna je družina, danes ali pa kadarkoli, in en dan je dejansko namenjen temu in seveda vse povsod potekajo pogovori na to temo, se pa stvari spreminjajo, tako kot je rekla Nada. Tako da jaz sem poskušala na ta pogovor povabiti 3 eminentne gostje, ki nam bodo predstavljali v bistvu svoj pogled na družino, povedali tudi kaj o svoji družini verjetno in predvsem odnosu starši otroci. To smo si nekako zadali za temo, ker seveda ne moramo vsem govoriti, pa najbrž bomo o veliko stvareh, se bomo tudi kaj oddaljili od tega, ampak nekako naj bi bila rdeča nit tega pogovora starši in otroci. Tudi v prihodnje bomo poskušali take pogovore nadaljevati, predvsem zato, da odpremo tudi vprašanja težav, ki se pojavljajo v družinah, ali pa kakšne ureditve, ki morda ni najbolj naklonjena v tej državi družinam. Torej z mano so Romana Tomc, naša poslanka v Evropskem parlamentu. Romana je predsednica odbora za socialo, bila je tudi državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in je tudi mama 2 otrok. Potem je z nami Sabina Sopko, prihaja iz mojega konca, z občine Ig.
Sabina je pa po profesiji vzgojiteljica, zakonska in družinska svetovalka, je pa tudi rejnica in tudi posvojiteljica. Bo o tem kaj več povedala in danes je mama 3 otrok. Tudi Vlasta Mrzel prihaja z Iga. Njen mož je kandidiral na županskih volitvah, ampak nismo jo zato povabili danes, ampak smo jo zato, ker je mama 5 otrok. Najprej vprašanje kar za vse 3. Kaj vam pomeni družina? Torej, ne bomo mogoče govorili o definiciji, to recimo, da poznamo, ampak kaj družina pomeni vam? Mogoče nekaj besed o vaši družini. Pa mogoče kar začnemo pri Sabini, pa potem naprej, izvoli. Ja, družina je v prvi vrsti zame ena celica, ena enota, kjer smo vsi prišli na konc koncev. Tam, kjer smo sploh spoznali, da smo, kjer smo sploh ozavestili, da smo karkoli že, da smo človek. In potem smo se tam učili odnosov, učili sploh čisto snov življenja, sploh v tistem najbolj zgodnem obdobju do 3. leta, ko si mislimo, da se nič kaj dosti ne spomnimo in da niso tako zelo bistvena in da vsa znanja poberemo potem kasneje, ampak v bistvu nas ta zgodne obdobje mogoče najbolj zaznamuje in vse ostalo je pravzaprav samo potrjevanje nekih, iskanje potrditev nekih izkušenj iz tega obdobja. In potem v določenem času seveda pride trenutek, ko si ustvarjaš svojo družino na tak ali drugačen način. Naša družina je malo posebna ali pa zelo posebna ali pa sploh ne posebna, odvisno z katerega vidika človek pogleda. Midva z možem nimava svojih bioloških otrok in sva se odločila, da zapolneva to najino gnezdo na način, da vzameva pač otroke, ki potrebujejo neko nadomestno mamo, nadomestnega očeta, ki prihajajo iz okolij, kjer jim življenje ni bilo najbolj naklonjeno. In čeprav se to sliši zelo tako plemenito in zelo tako nobel, je pot od tam, ko se odločiš za to, do tam, ko postaneš dejansko starš tem otrokom, dolga, velikokrat zelo trnova, ampak hkrati zelo, zelo lepa. Danes, če gledam nazaj, vprašanje, če bi vse vedela, kaj se je zgodilo in kaj se verjetno še bo, vprašanje, kako bi se odločala. Vsekakor pa to, kar danes doživljamo v naši družini in vse to povezanost, ki jo čutimo na nek način, ki smo jo ustvarili tako skupnimi napori, ne samo zato, ker smo se slučajno znašli, ker so se otroci nam rodili, ampak ker smo se zavestno odločili za to, da smo skupaj. To dejansko tehta potem tiste težke trenutke in tiste žalostne zgodbe in večere polne solz. Tako da meni družina na koncu koncev pomeni en prostor, iz katerega lahko greš v svet, ker veš, da imaš eno bogato zaledje in hkrati en prostor, kamor se lahko vračaš, ali slaviti ali pa lizati rane. In veš, da boš pač tam sprejet, da bojo s tabo, da bojo vztrajali in da te bojo razumeli. Tako. Hvala za ta prvi del. Romana, izvoli. Hvala lepa, en lep dober dan vsem skupaj. Jaz bi kar težko lepše in boljše nadaljevala z opredelitvijo, kaj pravzaprav pomeni družina, kot je bilo ravnokar povedano. Ja, en prostor, kjer se človek zelo dobro počuti, kamor predvsem se rad vrača domov. Jaz imam tak poklic in tako naravo dela, da sem veliko z doma in si sploh ne predstavljam, kako bi bilo, če ne bi imela družine, kamor bi se potem, recimo, se vračam vsak konec tedna, vračala nazaj domov. In v največje veselje seveda je, če se vračaš nekam, kamor rad greš. Marsikje so tudi najbrž razmere takšne, da ljudje bežijo od doma, da se ne radi vračajo domov, da iščejo
ne vem, razne dejavnosti, kamor bi se odmaknili, ker jim je v njihovi družini neprijetno ali pa odveč. No, pri nas ni tako. Jaz čakam vsak trenutek, da pridem domov, da se imamo fino. Bom morda potem malce še povedala, kakšna je naša družina, tudi zelo posebna na nek način, ampak tako kot si Nada pa ti povedala na začetku, to se me je res dotaknilo, starši smo res najbolj srečni, ne, kadar vidimo svoje otroke srečne. In lahko rečem, ker se je del moje družine tukaj ravno priključil tam zadaj, da pravzaprav midva delava vse, kar je mogoče, pa včasih celo malo manj mogoče, se na glavo postavljamo, da bi na nek način dosegla, ne da bi bili otroci srečni, oni že poskrbijo, da so srečni, ampak da smo skupaj, da je okolje primerno, da se vidimo, ker njim to včasih pomeni, imajo čas ali pa nimajo čas. Nam pa to zelo veliko pomeni, da se kdaj dobimo na skupnih kosilih, ker otroci so že veliki in to je tisto, kar res šteje. Sicer pa to, ko imam zdaj mogoče malo posebno družino, izhajam pa iz zelo klasične družine, točno takšne, kot si jo ti, Nada, opisala, kjer je bila kar lepa delitev del. Moja mama nikoli v življenju ni bila v službi in je bila vedno, bom rekla, za nas doma odprta, pripravljena, na voljo, vse pospravljeno, vse skuhano, vse tipi-topi, tako kot mora biti. Ampak imam pa krasne in prečudovite spomine na svoje otroštvo in še danes rečem, joj, tudi takrat, kadar so bili malo bolj strogi, ker so bili, ker je moral biti red, vedno so imeli prav. In včasih si želim, da bi ta strogost lahko prešla tudi nekako čez generacijo name, ampak ne vem, če mi je v tem pogledu vzgoja otrok v popolnosti uspela. Mislim, da so zdaj kar taki otroci, ko si jih vsi starši lahko želimo, sem ponosna nanje, ampak želim si, da bi bilo pa kdaj pa malo več reda, to pa je res. Vlasta? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz moram reči, da naša družina je v bistvu nadgradnja odnosa z možem. In mi je bila to nekako logična posledica, da so potem prišli tudi otroci. Res jih je 5, imela sem tudi 3 splave, tako da bom rekla, imam tudi izkušnje, tako da se zavzemam za življenje, poznam te stiske teh mam in očetov, tako da so mi te stvari nekako dane, verjetno vse z razlogom, prvi hip ne vidiš tega smisla, ampak tudi te otroci spadajo v mojo družino. Nisem tista tipična mama, res, ki bi čuvala doma pa urejala dom, to mi nekako je bilo premalo, imam 25 let delovne dobe, tako da sem nekaj časa delala v negospodarstvu, potem v bančništvu, zdaj delam v gospodarstvu. Bom rekla, tudi na kakšnih vodilnih mestih in to mi je všeč, to mi predstavlja izziv. Doma imamo tudi kmetijo, tako da še zmeraj urejamo, bom rekla, tako bolj po kmečko otroke in odnose do narave. Tako da naši otroci, ker imamo zelo kamnito nivo, še vedno pobirajo kamenje po nivi, ker je pač potrebno, a ne. Res, ko smo šli enkrat na center socialno delo, pa so vprašali te malega, kaj si pa včeraj delo, pa rekel, kamne pobiral, a ne. Nisem vedela, kaj se bo zgodilo naslednji dan, a ne, ampak zgleda je bila gospa kar zrela, a ne, pa da ni potem dala tega naprej. Je pa res, da kot dekle sem bila vzgajana, bom rekla, v tej narodni zavesti, a ne, v slovenstvu nekako, tudi mož, a ne, in da je bila to potem samo neka nadgradnja in pa, bom rekla, milost, spoznanje, da potem tudi se odločiš za tako veliko družino. Mi je pa sošolka, prijateljica rekla enkrat, veš, si otroci so samo sopotniki tvoje v življenju, ne? Ona ima 10 otrok. Ampak, kar se mi je zdelo najprej grobo,
je nisem razumela, ampak več kot otrok, kot sem imela, sem ji dala prav. Ne moramo si jih lastiti, a ne, so sopotniki, naredimo iz njih maksimalno, kar se da narediti, a ne. In družina je res tisto gnezdo, v katerega se vračamo. Zdaj čakam sindrom praznega gnezda, kdaj se bo mogoče kaj zgodil, a ne? Verjamem, da se ne bo, ker je to kot otrok, no, tako da to je ena prednost velike družine. Včasih bi tudi malo pasali, da jih ni doma, pa da se kakšen dan kam odpravijo, no, tako da. Hvala. No, prej sem že omenila, ne, to temo starši in otroci. Zdaj smo slišali, ne, da ste vse mame, ampak res je vsak otrok svet zase, ne. Zdaj pa starši, a to znamo videti ali ne, včasih rečejo, ja, pa saj sem vse tri enako vzgajal, pa je vsak drugačen, pa enemu nekaj prime, pa enemu nekaj drugega. Spet vprašanje za vse, a znamo videti otroke kot unije, oziroma da je vsak res svet zase, in da ga pač mi nekako pospremo v življenje, ne pa tako, kot je rekla Vlasta, si ga ne moramo lastiti, a smo včasih mogoče tudi malo posesivni starši, in kako to živite v svojih družinah? Ja, no, pri nas je to definitivno že deklarativno, da je vsak svet zase in vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svoje izhodišče, ampak na koncu koncev bi to moralo veljati v vseh družinah, ker dejansko tudi tisti, ki se rodijo istim staršem, pa tudi če se rodi 5 otrok istim staršem, z enakim genetskim materialom, je vsak drugačen, popolnoma drugačen. In pravzaprav prava vzgoja ni tista vzgoja, ki je za vse enaka in ki vsem da enak delež in točno isto stvar, ampak je tista, ki da vsakemu otroku tisto, kar rabi. In to se mi zdi tako zelo pomembno spoznanje, da nekdo pač rabi veliko crkljanja in ga sprejemanje, razumevanje, no, sprejemanje rabijo vsi in ljubezen, absolutno, ampak v smislu neke podpore in nežnosti. Nekdo rabi mogoče samo, da mu podaš roko takrat, ko se spotakne, nekdo rabi, ne vem, da si ves čas ob njemu ali pa za njemu. Ja, v naši družini se zelo trudimo dopuščati te razlike. Je zato velikokrat zelo naporno, tako velik izziv vse to uskladiti, že samo interese uskladiti, urnike uskladiti. In smo velikokrat na tem, ko se sprašujemo, kaj je tisto, kar dejansko rabimo in kaj je tisto, kar dajemo ali pa želimo dati samo zato, ker mislimo, da je to tako prav. Mogoče poveš, koliko so stari, da bomo bolj... Ja, najni zdajšnji otroci, tisti, ki so zdaj z nama v družini, najstarejši Aleks, on je posvojen, je star 11 let. Potem imava deklico Teodoro, ona je 7 let stara in samo 6 mesecev mlajša je Nina. Ona pa še ni posvojena, je pa na poti, upamo, da bo. Tako da, ja, smo še po eni strani velik starostni razpon, dosti razlike, ker so že v različnih razvojnih stopnjah, po drugi strani pa so si pa še vedno nekako zelo sopotniki in se še da se skupaj igrajo in tako. In vsak dan je nekaj novega z njimi, no, in ja, poskušamo jim dati tisto, kar rabijo in ne tisto, kar mi mislimo, da jim moramo dati, ne. Ja, jaz sem vzgajala svoje otroke bolj po navdihu, kot s kakšnimi pripomočki, knjigami in tako naprej. V vsakem trenutku sem naredila tisto, kar sem mislila, da je za nas, za njih, zame, pač glede na dano situacijo najboljš. Verjamem, da so se tudi kakšne napake dogajale, pa včasih mi je bilo kaj žal, da sem naredila. Ampak nasplošno pa lahko rečem, da bi kar svetovala staršem oziroma tistim, ki še bodo starši, da je ta metoda kar v redu. Ker mislim, da nas v končni fazi, če smo tudi sami normalno vzgojeni, pa če imamo neke normalne poglede na svet, ta občutek materinski pravzaprav nikoli ne prevara. No, moji otroci, oziroma zdaj tako bom rekla, ker je najina družina malo posebna, rečemo najini otroci,
ker moj Mogoče mož poveš, ima ja. tudi 2 otroka, so pa malo starejši. Ne, in najmlajša sta Peter in Maruša, ki sta stara 22 let, potem pa grejo gor do 26, 27 še Aljaž in Matevž. Če rečem zdaj tako za vse 4, ne, pa, ki nimajo vsi istih genov, so si absolutno med sabo zelo različni. In tudi moja 2, recimo, ki pa imata iste gene, pa ne morata biti bolj različna. Jaz ne vem, kje je ta genetika zatajila, a ne? Ampak tudi karakterno, ne, tudi recimo fizično si recimo nista podobna, tudi karakterno sta si zelo različna. Zdaj velikrat nazaj premišljujem, a sem jih res čist enak vzgajala. Najbrž jih nisem čist enak vzgajala, ker mogoče sem imela neke iste principe, ampak prav gotovo so bile pa razlike, ki so tudi vplivale na marsikaj. Tako da sta se pač razvila v 2 zelo različna odrasla človeka, ki, ne vem, imata drugačen pogled na svet, se drugače odzivata, drugače gledata, sta drugačna glede resnosti, prizadevnosti, ne vem, skrbnosti. In tudi, kaj rečete, glede crkljanja, recimo, to so popolnoma drugačne osebe, ne. Tako da, ne vem, a lahko vzgoja naredi, mislim, tudi jaz ne bi sama želela, ne, saj ne vzgajamo otroke v ene, nikoli nisem imela nekega cilja, moj otrok mora postati tak pa tak. Nisem bila tudi nikoli obremenjena, čeprav sem želela, da so pridni v šoli in tako naprej, ampak jaz imam visoko izobrazbo, nisem bila obremenjena, da bi, ne vem, mogli moji otroci, ne vem, kakšne dosežke dosegati. Tudi recimo, sin se je ukvarjal športom, jaz sem bila zgrožena, ko sem recimo gledala včasih, ko sem šla na tekme, pa smo tam navijali, kako so nekateri starši pravzaprav zganjali, ne vem kaj tam na tribunah, ne, ker so bili grozno razočarani, če je sin za pol sekunde zamudil ali pa če ni bil prvi, drugi in tako naprej. So imeli strašne ambicije. No, jaz teh ambicij nisem imela. Moja edina ambicija je, da zrastejo v poštene, srečne, zadovoljne ljudi. In mislim, da mi ta misija, tako saj gledam nazaj, upam, da mi je uspela, no, tako si želim. Delujejo tako, da mi je uspela. Vlasta? Ja, naši otroci so res različni, no. Ta velika je stara 26 let, potem druga je 16, potem pa naprej do 10, ne, še ostali 3. 2 sta tipična brineta, ena je malo blond, en pa rdečelasne. Tako da vsi so naši. Tako da ja, prvo so vzgajala malo po Benjaminu Spoku, je mogla redno spati v svoji posteljici in tako naprej, vemo, je bilo takrat aktualno, ne. No, pri naslednjih smo pa pobrali en sistem, ki ga je imela moja žlahtenca, in sicer, da dojimo kar v postelji, to je bil začetek tega, ne. Nič več nismo odlagali posebej v posteljico, da je odspala posebej, ampak smo lepo tako kot mački, smo se imeli lepo fajn, celo noč smo spali in vse je bilo fajn. Nam se je to zdelo kot dober vzorec, tako da je fajn, da zaupamo svojemu instinktu. Jaz mislim, da nam je bilo že v zibko dano očetom in materam, kakšni moramo biti. In če temu zaupamo, če imamo to primarno biti, sebe poslušamo, potem bomo pravilno vzgojili. Res so še zunanji vplivi, a ne. Takrat je treba pa zdržati, a ne. Sem poslušala zadnjič Gregorja Čušina, je rekel, ko se otrok zaletava, najstnik v vas, morate zdržati, a ne. Sicer se bo zaletel v zid in mi smo tisti, ki moramo zdržati. No in zadnjič en naš najstnik ravno tako butal v zid, ne, in sem se tega spomnila, sem rekla, no, še 5 let pa bo boljše. Pravijo, da mame podpiramo 3 vogale v hiši, to pogosto drži. In tudi v vzgoji se velikrat računa mogoče na mamo, ne. Ne bom zdaj kakšnih očitkov, ja, sej zato, ker ga ti vedno zagovarjaš, ne.
Ampak pravilno pa je, a ne, da v bistvu vzgajata oba starša, ne, ampak seveda zato se je treba kdaj pa kaj pomeniti verjetno, a ne. En bi tako naredil, en bi drugače, ne, ali pa pet mamico vprašati, ne. Kakšen, torej, na kakšen način, no, ste to v vaših družinah, ali pa kako mislite, da nekako je pravilen pristop, da se dejansko oba vključi, ne? Ker včasih, a ne, tako kot je Nada rekla, mogoče očetje niso bili toliko. Zdaj vidimo, da mladi očetje so veliko bolj vključeni v vse faze, bom rekla, in tudi v šolo grejo na govorilno, včasih smo bile same mame tam, a ne. Zdaj se to spreminja, a ne, no, ampak mogoče par besed o tem. Ja, res je, da se zelo spreminja. Delo smo si bolj enakomerno razdelili, ne. Ampak mame se mi zdi tako, če jaz gledam po sebi, pa tudi če gledam po drugih mamah, s katerimi sem se srečevala, pa naj si bo to v vrtcu kot vzgojiteljica ali pa zdaj skozi svojo prakso, si zelo velikokrat vzamemo tako pravico. Mi vemo, a ne, očetje so pa tam zraven, mi jih potrebujemo, ampak morajo delati tako, kot mi mislimo, da je prvo, a ne. In tudi jaz sem poskušala v bistvu biti in mama in oče, a ne, nekaj časa, in sem ugotovila, da to mogoče ni najboljša metoda. In sem vsakič, ki je mož ubiral neke svoje metode in načine, dobivala ošpice. Poskušala seveda mu potem mimo otrok in tako razložiti, kaj vsega je pobiksal in kaj vse je naredil narobe, a ne. No, ampak potem pa čez čas, ker se malo lahko odmakneš od tega, pa pogledaš na stvari, pa v bistvu ugotoviš, da otroci rabijo to dvojnost in to različnost in da je prav, da imajo in take izkušnje, ne, in da mame pač delamo po nekem, tako kot ste obe rekli, nekem notranjem občutku, po nekem instinktu, seveda, če smo imeli to srečo, da smo dobili neko dobro podlago v svojih družinah, kar ne moramo reči kar za vse mame, a ne. Očetje pa to naredijo malo drugače, ne, ampak otroci rabijo pa oboje, tako da se mi zdi fajn, da se včasih malo stran obrnemo, pa si mislimo, je že prav tako, kot je, a ne. Ja, je pa to izziv danes v današnji družbi, ker je toliko enih informacij, toliko enih nasvetov, toliko enih teorij, toliko enega znanja, vedenja in konec koncev smo pa vsi naravnani zelo storilnostno, ne, in vse mora biti perfektno in prav in vsaka napaka se nam šteje v en velik minus in potem si ves čas na preži, kje ga polomiš in kje boš naredil prav in kje boš najboljši. Ja, se mi zdi, da tako, kot je rekla gospa poslanka, da je mogoče najboljše to, da zaupamo svojemu občutku, se ustavimo, pogledamo, kaj je tisto, kar tisti moment v nas odzvanja. In tisto, kar v nas odzvanja, je pravzaprav tisto, po čemer otrok kliče, ne. In fajn je, da damo tudi očetu prostor. Tako. In mojemu možu je zdaj fajn, a ne. Ko ima kdaj tudi on prav. Ima tudi on kdaj glavno besedo, ko se jaz stran obrnem. Čeprav včasih moram malo se držati za stol. Ampak gre. Ja, otrokom je pa tudi fajn, ker je dobil spet moški na nek način tisto svojo pravo vlogo v družini, svoje mesto, ki je zelo pomembno, a ne. Kljub temu, da smo enakopravni, so vseeno vloge še vedno različne, a ne. Tako da, ja. Romana, ja? Ja, jaz bi se zelo strinjala s tem, da pristop je vseeno malo različen, ne. Ja. Ni vseeno, ali reče moški oziroma oče, ali reče mamica oziroma ženska, če drugega ne, že enako stvar reče na drugačen način. In idealno bi bilo, če bi imel otrok, očeta in mamo, tako malo te vloge porazdeljene. Včasih seveda pride do tega, da tudi temu ni tako, pa se potem družine prilagodijo, kar je čisto normalno. Ampak ja, fajn je, no, da sta pa kljub svoji različnosti, ne, različnemu pristopu, načinu, moškemu, ženskemu principu, pa v bistvu enotna v odločitvah, a ne. Da pa ne prihaja vseeno do tega, da bi otrok izkoriščal neenotnost staršev, v tem smislu, da bi, ko pri enemu ni dosegel svojega, potem
bežal k drugmu, ne, pa bi pri drugmu tisto pa dosegel. Jaz mislim pa, da to potem zbije vso kredibilnost v bistvu staršem kot celoti, ne samo enemu ali pa drugmu, ker to se potem redno dogaja na obe strani. Otroci to začutijo, oni so profesionalci v tem, da vejo, do kje smejo, do kje še lahko, in je treba biti tam kar vztrajen. In to enotnost težko doseči, ampak mislim, da je pa zelo pomembno, da se je treba prizadevati za njo. Potem pa kako kdo reče ne ali pa ja, je čisto vseeno, s takim ali drugačnim načinom, ampak glavno, da je enoten odgovor. Pa niti ni nujno, če smem dodati, da se vedno oba strinjata, ampak da tisto, kar se dogovorita, je pa potem skupna odločitev, za katero stojita. In lahko tudi otrokom poveta, ja, jaz danes mislim mogoče, da bi bilo tole okej, oči se s tem ne strinja, dogovorila sva se pa tako in to je zdaj najina odločitev. Ker s tem tudi otroke učimo pravzaprav, da lahko različno razmišljamo, da imamo lahko različna mnenja, ampak so pa neka pravila, neke meje, neke poti, za katere se odločimo in tam je pa potem treba pa vztrajati in biti nekako. Vse mogoče je to težko izvajati za vsako čist najmanjšo stvar, ampak otroci zelo hitro začutijo, kdaj lahko begajo. In potem enkrat morajo vedeti, da to beganje se jim ne izplača več, ker itak bo mami isto rekla kot oči, v končni fazi. Lahko so pa neke malenkosti, nepomembne, otroci probavajo to, ampak v bistvu v tistih malo večjih stvareh pa morajo vedeti, da nima smisla tehtati koga zdaj vprašati, da se mi bo bolj splačal, ker odgovor bo v osnovi enak. Ja, tale stavek, da ženska podpira 3 vogale pri hiši, zelo hiter, moža v slabšalni položaj, malo pikne, meni to ni všeč, in eden je enkrat rekel, ja, mož pa ženo gor drži, Tako da ja, jaz bi rekla, da najprej ste morata mož in žena uskladiti. Najprej mora žena priznati moža in mož priznati njo. Potem gre lažje. Mogoče tudi s kakšno knjigo. Jaz sem tudi dojela ob eni knjigi Moški so drugačni, ženska tudi. Danes dojemam to, bom rekla, ta odnos z moškim in njegovo drugačno razmišljanje s sistemom škatel. Ne vem, če ga poznate, moški ima zaporedno zloženo škatle, in v eno je šport, kolesarjenje, recimo kmetija in tako naprej, v eni je škatla nič. In on pogosto notri stopi. Ampak jaz ga moram razumeti, on to rabi, njegova narava je takšna. In če takrat pridemo v neko kolizijo z njim, to ni v redu, niti zame, niti za otroka. In jaz mu moram pustiti. Zdaj nekateri se umikajo na kolo, ženske jih malo izrinjamo iz družbe, to vemo. S tem si delamo medvedjo uslugo. Same sebi, našim otrokom. To si moramo priznati. Tako da takšni stavki niso po moji koži pisani. Mislim, želim živeti partnerski odnos 1:1. Da ženska podpira 3 vogale. Ne, vse se ne strinjam, ne podpira. To je tako vseeno drugače. Ja, se vem. Par takih bom jaz puhlic, ki se stalno, ravno zato, da se razvije debata, ja. No, zdaj bi vam pa jaz prebrala eno mojo pesem, ki malo govori o tem odnosu starši-otroci in pa bomo o tem lahko tudi kaj rekli. Piševa, vsak v svoji sobi, moj sin nekaj o meni, jaz o tem, da ne vem, kaj bi. Zdi se mi, da ga ne poznam. Včasih mi je na smeh povedal vse, danes v sebi skriva veliko več. Ga morda omejujem, se počuti svobodnega. Mu pustim leteti, kot smem leteti jaz. In zdaj vas vse sprašujem, ali pustimo svojim otrokom leteti, a jim dajemo premalo ali preveč svobode, mogoče tudi na splošno v družbi. Kakšen imate občutek, Sabina, ti si tudi družinska terapevtka, najbrž se s kakšnimi takimi stvarmi srečuješ, pa tudi koliko je ravno prav, svobode. Najbrž se vsak starš sprašuje, da je za otroka še vedno v redu, da ga tudi ne
spustiš dejansko v kakšno nevarnost. Ja, v bistvu današnji časi prinaša zelo veliko izzivov na tem področju, a ne? Prvič zato, ker imajo otroci čist preveč informacij, čist prekmav in ne vejo, kaj z njimi početi in jih nimajo na kaj obesiti, nimajo izkušenj, niti ne morejo razumeti tega vsega, kar slišijo, vidijo in na koncu koncev tudi doživljajo, a ne? In če govorimo o tej svobodi, je absolutno čist veliko preveč, a ne, po mojem mnenju. Mojem osebnem, pa tudi zdaj kot mojem profesionalnem na koncu koncev. In lahko v bistvu že govorimo kar o zlorabah otrok, kar tako generalno, ker dejansko jim nalagamo stvari, ki jih zaznamuje za celo življenje, pa se sploh tega ne zavedamo, a ne. Če govorimo o tisti svobodi, kjer jim moramo dovoliti, da so oni sami tisto, kar so in da se razvijajo v tistih potencialih, ki so jim na nek način dani, tle pa mogoče gremo v drugo skrajnost, v tej želji, da bi z otroke naredili vse čim lažje, čim boljše, da bi bo šlo čim vse bolj po maslu, da bi imeli čim manj frustracij, zapletov in tako, a ne. Tle so pa v splošnem, tako generalizirano, starši postajajo čedalje bolj zaščitniški, čedalje bolj prevzemajo neke obveznosti za otroke, delajo stvari namesto njih, želijo jim tlakovati pot od tukaj do, ne vem, večnosti, ne, tako poskrbeti za vse. In tle pa otroke mnogokrat prikrajšamo za marsikakšno dejansko pomembno in dragoceno izkušnjo, za marsikakšen padec na otroškem dvorišču, ki je boljši, kot pa potem v življenju, a ne, ker se soočajo prvič z nekim samostojnostmi pri 30-ih, a ne, pa ne vejo, so čisto nebogljeni. Tako da tle je pa premalo svobode, a ne. Tle pa mogoče preveč otroke poskušamo obvarovati, zaščititi, z nekimi dobrimi nameni sicer. In v svetu je narejeno na to temo ogromno nekih raziskav, kakšne vse posledice lahko prinesejo pravzaprav te pretirano zaščitniške vzgojne metode. Jaz zdaj ravno pripravljam tudi eno raziskavo na to temo v našem prostoru in bo zanimivo videti, kaj se tukaj pokaže, ne? Ker vsi vidimo, da so mladostniki danes na poti v odraslo zelo izgubljeni, ne? Zelo ne vejo, kaj bi sami sabo, zelo brez neke motivacije, brez nekih interesov, brez nekih vrednot in ciljev. Saj ne rečem, da vsi, a ne? Absolutno ne, ampak tako, splošno gledano populacijo, pa nekako gremo v to smer, a ne, in je to zaskrbljujoče, a ne. Kljub temu našemu velikemu prizadevanju, velikemu trudu in vlaganju in tako, a ne, tako da tle se zavprašate, ne, kaj je tisto, kjer se je treba umakniti, pa stopiti nazaj, pa pustiti otroku, da jih dobi kdaj tudi po glavi, pa naj bo to že v otroškem peskovniku z lopatko ali pa pol v šoli, ki dobi kakšen opomin pa ukor pa še kaj, a ne. Kje je pa tisto, ki dejansko moramo postaviti neke varne meje in jih zavarovati na način, da oni vejo, da smo mi za njimi in da bomo poskrbeli, da se ne bojo izgubili v nekem širnem vesolju, a ne. Da imajo tam nek steber, na katerega se lahko naslonijo, a ne. Pa da jih znamo potem tudi nazaj, ko padajo, sprejeti, a ne. Brez onih očitkov, saj sem ti rekel, a ne, saj sem ti govoril, 100-krat sem že povedala, a ne, tako, ampak da jih lahko sprejmeš, ja, sočutno, a ne, s tem občutkom, razumem, ti je hudo, si razočaran, prizadet, ne, tukaj sem zate. Jutri poskušaš pa spet sama, ne, tako nekako. Ja, hvala. Romana. Če najprej na splošno poskušamo oceniti situacijo danes. Jaz mislim, da imajo otroci ali pa mladostniki ali pa kakorkoli že preveč svobode. Ne bi želela, da je to čisto narobe razumljeno, ampak preveč svobode v smislu vseh pravic, za katere mislijo, da jim pripadajo. In tudi ta šolski sistem naš, kakršen je, otroci se samo zavedajo pravic. Jaz bom zdaj povedala en primer, ko sem šla na roditeljski sestanek v srednji šoli za hči in smo se prvo uro na roditeljskem sestanku, to je bil prvi letnik, pogovarjali največ o tem, kje bodo otroci smeli zunaj kaditi in kje ne.
ker je njihova pravica, da imajo ta prostor, ampak so imeli problem, ker oni bi jih pa malo stran prestavili, ampak tam pa že ni več spadali v šolo, kaj pa če se komu kaj tam zgodi, potem bo pa šola za to odgovarjala. Skratka, moram vam reči, jaz sem bila zgrožena nad tem in mislim, da v tem smislu obstaja preveč svobode, preveč pravic in premalo dolžnosti in obveznosti in mogoče tudi tukaj se navezujem na tisto, kaj rečem, premalo reda, kar sem rekla na začetku. To jaz tako v širšem pomenu zato mislim. Drugače pa mame smo tako, če gledamo zaščitniške, pa bi otroku malo omejile svobodo, tako da bi ga malo preveč ujčkale ali pa nadzirale. Čeprav jaz mislim, da sem vseeno imela neko, kar po moji oceni spet pravo mero in v nasprotju z nekaterimi, ki so mi rekli, joj, ti boš pa sigurno preveč posesivna ali pa zaščitniška ali pa tako, mama, absolutno ne. Jaz sem bila zelo vesela, ko je šel sin od doma, recimo, skrbi zase, živi po svoje, je prevzel svoje odgovornosti. Končno je videl, kaj pomeni za sabo pospravljati pa takšne stvari. Skratka, lejte, vse te malenkosti, ki potem tudi pridejo, tako da me je bilo 1000-krat, milijonkrat, 100 milijonkrat v življenju straha, bo prišel varno domov, bodo telefonirali od tam, ko so prišli, a je vse v redu, ampak hkrati ob tem, ko te je strah, vendarle želiš, da bi se pa otroci osamosvojili, da bi znali živeti po svoje, da bi znali poskrbeti zase in pri tem upaš, da si jim svojim življenjem v svoji družini pokazal, kaj je prav, kaj je narobe. Nekaj bodo prevzeli, nekaj ne bodo prevzeli, ampak vedno znova, starejši kot so, večkrat pridejo pa rečejo, ej, mami, šele danes po 15 letih mi da prav. Ampak to življenje prinese in jaz mislim, da je to čisto normalen potek. Tako pač gre, tudi oni odraščajo, prevzemajo več in več odgovornosti, so bolj in bolj samostojni in mi jih lahko pri tem samo spremljamo in pomagamo, kaj svetujemo, upamo, da jih bojo kaj poslušali. Ampak jaz verjamem, da slišijo, veste. Takrat, ko jim rečeš, ne slišijo, pa ne obogajo, pa ne. Ampak to pa vendarle ostane v njih. Jaz mislim, da dolgoročno ostane v njih in se spomnijo. In včasih je pač treba tudi te svobode malo manj. Recimo, kaj sprašujejo 2-letnega otroka, bo jabolčni sok, bo breskov sok. Mislim, ga postavljajo pred odločitev, pa se v resnici on ne ve, kaj bi. In potem je teh odločitev čez dalje več in mogoče tako, kot ste vi rekla, potem postanejo čist zmedeni v tem svetu tisočerih informacij in kar naprej se morajo nekaj odločati. Naj se odločajo za tisto, kar se oni morajo odločati, kakšne stvari se jim pa tudi ni treba. Tako da tako. Ja, drugače pa mogoče je ta družba dejansko dala toliko pravic, pa toliko svobode, kar je po eni strani prav, če bi na drugi strani dala tudi enak obseg obveznosti, dolžnosti in odgovornosti. In dokler med tema dvema poloma obstaja neko ravnovesje, jaz mislim, da je v redu. Če se pa to podre v eno ali pa drugo smer, pa potem ne funkcionira dobro. Ja, jaz ne vem, če se je moja mama kaj spraševala, koliko mi daje svobode. Ne, to pride. Ja, ampak včasih odpiramo takšne vprašanja, ki se mi zdi, da res je treba instinktu zaupati. In tako kot ste vi rekla, otroci imajo dejansko preveč te svobode. In jim je treba postaviti tudi meje, ker meje so zaradi tega, da ko ne krši, je na varni strani. In on se takrat dobro počuti. Niso meje slabe. Ker se mi zdi ravno to, toliko imajo svobode, da v popoldanskem času, vidim naši otroci, lahko svobodno izbirajo med televizijo ali pa računalnikom. Ker velikokrat nimajo kaj delati. In seveda izberajo računalnik in igrice. In tam gor so vsi njihovi prijatelji iz šole.
in to v pozne večerne ure. A ne? In tukaj imajo zelo veliko svobode. Kar me žalosti, bom rekla, ker tudi nekaj delam na kadrovskem področju, je to, ne. Prihajajo mladi, ki so generacija moje starejše hčere, tam od 25, 26 let in tako naprej. Zelo aktivni, zelo na športnem področju, res polno zaposleni in z ne vem kakšnimi veščinami, da ne rečem, imajo licence za marsikaj, pridejo v službo, a zdaj pa še ta služba. A ne, poleg vseh dejavnosti, a zdaj pa še ta služba. In to je za njih stresno, ker smo mi hodili, oziroma ker smo začeli službo, hodili smo najprej službo, potem si dodajo. Zdaj je pa obratno in ljudje ne zdržijo in so pod stresom. Ali smo jih pustili leteti? A seveda smo jih. Tako smo jih zaposlili vsemi dejavnostmi, ne z eno pa dvemi, s 5, 6, ne samo v domačem kraju. Vozimo jih vse povsod. Kdo so pa vzgojitelji, a ne? So pa itak trenerji, smo še mi starši. Pa vsi so nadarjeni. Seveda so nadarjeni. A ne? In tukaj so neke dileme. Jaz moram reči, da pri nas doma vzgajamo, kar se tiče vzgoje otrok, ima ga kar konzervativno vzgojo. Zdaj, ne tisto slabšalno. Konzervatorstvo pomeni ohranjanje dobrega. A ne? In to je tisto, kar se mi zdi, da je v današnjem svetu primanjkuje, tiste res zdrave pameti, da se jim postavi meje, da se reče, ne, Fortnite pa ne boste igrali in se ga zapakira v škatlo in se oba dva zdrživa. Tako da tukaj je pa res, da je otrok prikrajšan za odnose s sošolci, a ne? Da je tukaj slaba volja, ampak je treba tukaj jim včasih tudi ta krila malo pristrič, ker govorila sem z enim psihologom, sem ravno govorila okrog tehnike in tehnologije, ki vdira v naše družine in je rekel, ne boste verjela, tehnika je prehitela nas psihologe. Nimamo odnosa do tega. Zdaj nekako se oblikuje to mnenje ravno prav. Pri nas en otrok ne potrebuje tehnike, ker mu je več pomemben odnos. Drugi tako, tretji bi pa igral igrice skozi. Tako da imam izkušnje vsemi variantami, ne, kako njemu dopovedati ravno prav. A ne, drugo, kar se mi zdi pomembno, je tudi to, a ne, da damo učiteljem vso podporo. A ne, in tukaj, koliko jim tudi oni pustijo leteti. Jaz kot ekonomist pričakujem, da se ne bo 30 strank oziroma mojih kolegov vključevalo v moj poklic, pa mi dirigiralo, kje bo kakšna vejca stala. Mi pa počnemo to, ne? Tako da tukaj so neke prave mere, ki jim moramo starši zaupati in tako kot učiteljem, kot sebi, kot starim staršem. Je pa tako, odgovornost, mogoče res več, pa več izkušenj imamo, mi, ki imamo večje družine. Ne vem, če si predstavljate, kako izgleda 4 otroke majhne peljati na sprehod po cesti. Ne? Enega v vozičku, enega zad na vozičku, pa še 2 se morata držati. To so prve izkušnje, ki jih dobijo otroci na cesti. Velika družina določene stvari pokaže. Ne? Pokaže tudi ogromne kupe cunj, 7 strojev na teden, a ne? Da ne rečem, koliko rol papirja znosimo iz trgovine in tako naprej. Pokaže pa tudi to, a ne, da ne moš posle presleči vsakih 14 dni. A ne? Se potem ne obadaš več s tem, ampak samo enkrat na mesec. Ne? Tako izgleda, velika družina da nekaj, a ne? Je pa, bom rekla, 2 otroka, sta nekak daljica, jaz pravim, 3 že trikotnik lahko naredimo in 3 že gibanje. In se mi zdi res na temu moramo temeljiti, da delamo nekako na razširjeni reprodukciji, ne na drugem otroku, bom rekla, ne, da ga stimuliramo, ampak 3. otroka, ki je že razširjena reprodukcija. Kolesje se že vrti in to je bistveno. Ne. Ja,
Mogoče tle povem meni svoj primer, jaz sem pa celo mami moji učitala, enkrat prijem domov, vsi moje kolegice, ne, pa sem čas malo zamudila ob enih, moraš biti doma, jaz prijem 15:01, noč se ne zgane, sem rekla. In pa sem mi rekla, drug dan sem rekla, pa kaj ti druge mame čakajo otroke, pa jih skrbi, a tebe nič ne skrbi. Je rekla, ja, jaz ti zaupam, ne, da sem te naučila, da delaš pametno in pač kaj ne, celo noč čakam, če boš, ne, če smo zmenjeni, da priješ in takrat, ko priješ in to je to, ne. Mislim, jaz sem rekel, kaj, zaupam in meni se je to zdelo tako malo, ne, mogoče mi malo preveč, ne. Ampak hočem reči, ne, sem celo jaz to učitala, ne, namesto da bi bilo kaj obratno. Ja, no, starši smo tisti, ki vzgajamo, ne, smo zdaj ugotovili. Prenašamo izkušnje na svoje otroke, ampak v resnici pa tudi otroci nas vzgajajo, ne, pa učijo. A se strinjate s tem, kaj so vas naučili otroci, kaj vas še vedno učijo, mogoče vsak dan z raznimi zadevami? Mene vsak otrok uči nekaj drugega, na drugačen način. Absolutno. Preden imaš otroke, itak misliš, da vse veš, ne, in pri vseh znaš, vse odgovore imaš na vsa vprašanja, ne. Vse probleme lahko rešiš tako z levo roko, ne, tako, pa enkrat, ko imaš svoje otroke, ker naenkrat nisi več tako zelo pameten, ne. In vedno znova te v bistvu otroci spravljajo v situacijo, ko začneš razmišljati, kaj pa zdaj. Ja. Ena taka anekdota, ki jo jaz večkrat povem, ne. Naša Teodora je bila stara 2 leti in pol, pa s to izkušnjo pravic iz vrtca, ne, pri 2 letih in pol. Sem poskusila jo prepričati, da je treba kocke zvečer pospraviti, ne, tako. To se je zdelo nam otrokom normalno, ne. In po nekem pregovarjanju in dogovarjanju in pogajanju ona se postavi takole, da roko v bok in prav. Jaz sem svobodna in ti me ne moreš pripraviti do tega, da jaz to pospravim. In je imela čisto prav. In jo v resnici nisem mogla pripraviti, da bi ona kocke pospravila. 2 leti in pol staro, ne. In to so trenutki, ko dejansko se vprašaš, kaj pa zdaj, ne. Ja, in ugotoviš, da mogoče je treba pa z enim otrokom drugače, ne, da je pa treba pri njej pa najdeti neko sodelovalno noto, ker drugače boš vedno poraženec, ne, ali boš pa posegal po nekih neprimernih ukrepih. In to je bila ena moja taka zelo pomembna lekcija, ne, da z vsakim malo drugače. Pa tudi poglede na življenje, recimo, ti otroci zelo predrugačijo, ne, vrednote postaviš kar naenkrat na glavo. Sam se spremeniš, sploh ne veš kdaj, ne, tako. Če pogledam zdaj danes sebe, pa 10 let ali pa 20 nazaj, kaj da govorimo o, ne vem, 3 osebah, ne. Vedno znova, ja. In vsak otrok te znova pošilja v svet z drugačnim poslanstvom, ne. Fajn je, če ga čim prej ugotoviš, ker te pa lažje, ne. Včasih pa tudi dolgo tavamo v temi, ne. In če se malo navežem na to, kar ste vi rekla, ne, za učitelje, vzgojitelje in vse, ki prav tako vstopajo na nek način v naše družine ali pa do naših otrok, ne. Prvo je, da znamo z njimi sodelovati. To je tudi ena pomembna lekcija za moje pojme. Ne, da jim ravno vse prepuščamo, ker smo in starši in strokovni delavci, kakršnikoli že, zelo različni. In ker vse zakupiti tudi ni, ne, je treba skozi nek svoj sistem mogoče stvari spustiti. Je pa fajn, da damo prostor, da smo tudi lahko različni, ne. In tudi to je ena taka pomembna lekcija, ki jo ob otrocih doživiš, ne, da ne bo šlo vse po tvojih načrtih, ne, in da je treba tudi to sprejeti, ne, in to je tudi treba, v bistvu se ti ob otrocih to naučiš in otroci ob tebi, ne. Tako da, ja. Romana, kaj si se ti naučila? Če si se Potrpežljivost in sklepanja kompromisov. Ja. Najbrž. Ja, vedno je ta nekak boja, ne, do kje oni otroci vedno skušajo uveljaviti svoja stališča, svoj prav, ne, mi pa želimo nek red. In potem nekje sigurno trčimo, ne, ob tisto steno,
ki je za nas, bom rekla, za starše po eni strani, včasih se mi je zdelo, ne, to je pa nesprejemljivo, tako bo, po moje bo, a ne, se sem vendar jaz ali tako navajena, tako skozi delamo, tako mislim, da je prav, pa pride potem trenutek, ko pa dejansko ti otrok pove, a ne, ali te pa spomni na to, da obstaja tudi drugačna rešitev, ne, ali pa da je lahko tudi drugače. Pa te s kakšnimi čudnimi vprašanji, ne, zakaj pa glih tako mora biti, ne, sprav do razmišljanja, da pravzaprav res začneš razmišljati, ne, in potem si pred dilemo, ne, zdaj, če jaz ugotovim, da je to moja kaprica, ne, potem lahko tudi popustim. Rečem, lej, zaradi nekih kapric, to je pa res neumno, da bi na tem ustrajala, nima nobene dodane vrednosti, prepričala me je drugače, zakaj pa ne, a ne? Sej zdaj že znajo razmišljati svojo glavo, imajo kar kakšne dobre rešitve, veliko dobrih rešitev, no. Včasih se pa tudi zgodi, da pa mislim, da imam pa jaz prav. In ne odstopaš. In potem od tega ne odstopim. Ker mislim, da včasih pa tudi zanalaž sprobavajo, a ne? In dobro, različni poizkusi so glede na leta, ki jih imajo, a ne? Mlajši probavajo drugače, starejši probavajo drugače, ampak včasih se mi pa zdi, no, da pa tudi oni delujejo samo zato, da bi dokazali nek prav. Še sami ne vejo, zakaj čisto točno se za tisto prizadevajo, ampak dajmo malo staršem pa kontrirati, no. Tako da, to je bilo, saj se mi zdi en cajt v enem obdobju, zdaj so že mogoče preveliki za to. Puberteta, ajde, ali pa ta leta, res so bila pa res zelo naporna glede tega, da se je bilo treba veliko pregovarjati. In oni so se radi pregovarjali, so imeli ves cajt na tem svetu, a ne. Tebi se je pa kam mudil, ne, in oni so pa skušali sfilozofirati tisto stvar, ampak ja, včasih se to da, včasih pa mislim, da tudi naj ostane tako, kot smo si zamislili, da je prav. In tudi oni potem sprejmejo, več ali manj, a ne? Tako da, kadar je šlo za takšne poizkuse, a ne, ki so bili sami sebi namenjeni. V bistvu to je socializacija, ne? Oni se tam učijo. Pogajanje za življenje. Ja, kar naj se pogajajo, jaz sem dober pogajalec. Se lahko. Jaz zase tudi mislim, da sem dober, ampak včasih se nekaj, zdaj pet pa sem šel v sobo, ker nisem mogla več, kam ga pa ne vem. Ne, jaz moram reči, da velikokrat popustim, ne, ampak dobro, sta dva razloga, zakaj popustim. Včasih je človek enostavno ali preutrujen, ali na koncu z močmi, ali tako, in tudi po liniji najmanjšega odpora rečeš pa dobro, ne. Ampak tisto, kar pa pustim tako zavestno, ne, je pa, če te uspejo prepričati. In te uspejo kdaj prepričati. Ne. So razmišljajoča bitja in imajo kdaj tudi prav. In to jim moramo priznati. Tako. Jaz mislim, da nas otroci res oblikujejo, ne. Pa nas je ravno kakšen teden nazaj zgodilo, da je eden zelo putnil vrata. Sem se spomnila, kaj je moja mama naredila takrat, ko sem jaz zelo butlila vrata. Je šla za mano in je rekla, pojdž še enkrat, pa jih potiho zapri. Samo to. In samo na tem sem vztrajala, isto pri njemu, in se je obrestovalo. Drugače je včasih fajn, da zamudim kakšne njihove prepire, ker tudi prepiri med njimi obrodijo sadove, se obtešajo. Včasih, ko vstopim v nek odnos, tudi nepravično razsodim. Ne dam kakšnemu prav, mogoče kakšnemu temalnemu bolj prav, kar tudi ni v redu. Drugače pa bom rekla, bolj smo govorili o dialogu, kako nas oblikuje. Jaz moram pa reči, da je mene najbolj oblikovalo dve fizični omejitvi, ki so se pojavile v naši družini. In sicer ena punčka se je rodila z ekvinovarusom, oboje stranske noge, obe nogi imela poškodovani, tako da je bila že 0. dan v mavcih od peta do vrha stegna, ne. In takrat sem se res v porodnišnici spraševala, zakaj glih jaz, zakaj se je meni to zgodilo, 100 otrok je zdravih, pa glih jaz. To so neke take krize,
ki potem, bom rekla, na podlagi tega je zrastel tudi odnos med mano in mojim možem. Se pravi, da tudi v tisti bolečini, ko najprej ne razumeš, zakaj je to potrebno, potem je imela še 4 operacije, ni enostavno dojenčka 3-mesečnega golga izročiti kirurgu, a ne, to je res ena taka težka izkušnja, ki mi je oblikovala, pa tudi to, da je en otrok ima spektroautistično motnjo in sicer je to izgledalo tako, da se ni nikoli pustil objemati. Ko si ga objemal, je postal agresiven. Ko si mu pravljice bral, je zapiral knjigo. No, zdaj je že kar zrastel, sva zdaj začela 1 mesec nazaj brati Malega princa. Pri 10 letih prva knjiga. To so res take izkušnje, ki te oblikujejo. Zelo mu je pa pasalo stiskanje, a ne? In sicer to med nogami. Ali pa da si se cel najenga vlegel. To so pa tiste stvari, ko te otrok drugače oblikuje, ne tak verbalni dialog, a ne? Ko se z njim spuščaš v diskusijo. To so neke zapreke, ki jih težko sam razvozlaš in predelaš. To te tudi oblikuje. Je pa to tisti biser, ki ti največ da, ampak to šele čez leta vidiš. Pa take izkušnje te pravzaprav na nek način tudi zelo obogatijo. Zato, ker dejansko se takrat, mi imamo tudi v družini otroka, zdaj imamo deklico, ki ima ADHD in je kar izziv. In kar je zanimivo, je tisto, da te v bistvu tak otrok prisili, da ene stvari, kot ste vi rekla, opustiš, ker vidiš, da so brez veze, ker so pač to neke stvari, na katere smo navajeni, so neke kaprice, nekaj pričakuješ, pa sploh niso v resnici tako pomembne. Opustiš tudi vsa tista pričakovanja, kaj bojo pa drugi zdaj rekli, ker moj otrok to kriči. In ko hmed nekdo pride na vrata in potrka in pravi, prvo vse v redu, nekdo kriči, ker je žival. Ja, gospa, vse v redu, hvala za skrb in nasvidenje. In sem v bistvu bila hvaležna, kakor je bilo tako tam ene sramote na teh vratih, da je pri nas tako grozno, da nekdo na vrata potrka in vpraša, kaj se dogaja, ker veste, da nismo ljudje glih naravnani tako, da hodimo s sosedom. Ampak jaz sem tam zrasla po moje tako za enih pol metra vsaj, ker to sem preživela, ker vem, zakaj se to dogaja in vem pri polni zavesti in odgovornosti, da je to čist na mestu in da ne gre za nekaj, kar ni primerno. In vem, da ni niti treba, da se zagovarjam na nek način. In ko te stvari lahko pri sebi sprejmeš, se osvobodiš marsikakšnih takih nepotrebnih omejitev, ovir, pričakovanj, ki te v bistvu peljejo po neki taki avtocesti. Včasih so gozdne poti bolj prijetne, čeprav se jih velikokrat izogibamo. Tako da, ja, so to ene izkušnje. Mogoče zdaj, ker ostaneva pri tebi, Sabina, prej sem omenila, da si rejnica, mogoče bi še nekaj besed o tem našem rejništvu, koliko si imela otrok v reji, tudi kako drugače, a se kaj drugače vzgajate otroke, oziroma moraš bolj paziti, se več pričakuje, več nadzora, ne vem. In ali je sistem v redu, ali torej vedno se dajo stvari tudi izboljšati, ampak kako ti vidiš? Ja, rejništvo je en zanimiv inštrument v naši družbi. 5 otrok je bilo v naši družini, 2 sta zdaj že samostojna, sta že večja in zdaj te 3 od teh 3, tako kot sem rekla, sta 2 posvojena. Zdaj, glede na to, da nimam svojih bioloških otrok, bi bilo zdaj mogoče malo tako težko čisto direktno primerjati, ampak lahko pa rečem z 100% gotovostjo, da razlika je v tem, da vsi otroci, ki pridejo v rejništvo ali pa posvojitev na konec koncev, prihajajo z eno veliko travmo zavrženosti in izgube, ki jih v bistvu zaznamuje za celo življenje. In že samo to, kljub temu, da se tudi drugim otrokom lahko zgodijo take izkušnje, ampak že samo to naredi starševstvo drugačno, oziroma mora narediti starševstvo drugačno, če hočemo, da je tako, kot naj bi bilo. In ja, drugače je gotovo na začetku, ker vez z otrokom tkeš skozi stvari, ki jih doživljaš, ker na to se nisi mogel pripravljati
ne 9 mesecev, ne še prej v načrtovanju družine. Običajno dobiš otroka, ki ima so že večji, ki imajo neke izkušnje, ki običajno niso prijetne, lepe, rožnate, ampak vse nasprotno od tega. Ja, in hkrati si tam pod enim velikim drobnogledom na nek način, imaš drugačno odgovornost, od tebe se veliko pričakuje, že prvi dan dobiš pogodbo, ki je dolga kar nekaj strani in od tega je cela stran obveznosti, kaj vse moraš z tega otroka narediti. Čeprav to mame in starši in družine nasploh običajno delamo za svoje otroke, ampak ko dobiš pa tako v pogodbi to napisano, pa malo tako zajameš sapo, pa se zamisliš, bom to sploh v resnici vse zmogel. Hkrati od tebe se veliko pričakuje, hkrati pa podpore in tiste prave pomoči v kriznih trenutkih zelo premalo. Ali pa sploh je ni. Sicer je zelo različno, vedno je odvisno od strokovne delavke, ki je na tem mestu, ki je pač socialna delavka z otroka. Sodelovala sem z velikimi centri, ker ima starš eno socialno delavko ali pa en center, otrok ima drugo in ti kot trening imaš tretjo. In tako pri 5 otrocih se to zamenja kar nekaj strokovnih delavk, pa če imaš srečo, greš vmes na porodniško ali pa v penzion, pa jih je pol še več. Vedno je odvisno od tiste osebe, ki je tam, ne od sistema. Nekatere delajo to res srcem in tako predano in se trudijo in čutiš, da so tam neke formalne omejitve, ki jih mogoče res ovirajo. So pa ljudje, ki vzamejo to samo za službo, pa potem postaneš tam zelo sam, pa nebogljen, pa iščeš neke rešitve, pa pogosto se moraš pol celo zagovarjati za neke odločitve, ki jih sprejmeš, ali pa za neke postopke, ki jih narediš. Tako da se mi zdi, da na tem področju bi se dalo veliko še narediti. Predvsem pa, kar je tisto, kar mene najbolj boli, je to, da ti otroci, ki so v rejništvu, nikoli ne vejo, kaj bo z njimi. In to je tisto, kar jih mogoče najbolj zaznamuje. Sploh pa, ko so toliko veliki, da že malo razumejo, oni vejo, da je rejništvo začasen ukrep. Formalno. Po drugi strani pa vemo, da večina otrok, ki gre v rejništvo, tudi ostane v rejništvu. Do nekega trenutka, ko mora se osamosvojiti. In ta trenutek je včasih zelo tako rigidno določen. Iščejo se tudi rešitve, tako kot sem rekla, odvisno od sodelavk. Včasih so pa otroci dejansko, ko dopolnijo 18 let, prepuščeni cesti. Tako, skoraj dobesedno. In je potem od dobre volje rejniških družin odvisno, ali lahko ti otroci tam ostanejo, ali morajo pač iti zato, ker je to neko novo mesto za nekega novega rojenca v nekem sistemu, ki deluje z namenom kot neke vrste, ne vem, nek inkubator. No, ampak če ješ v šoli, potem je lahko tudi dalj do 18 leta, ne? Ja, lahko. Dokler ne konča šole, ne? Ja, ampak tudi takrat, ne? Ja, seveda. Ga postaviš na cesto, ne, je to problem. Ampak, povej. Prostite, pa vprašam, če lahko. Če recimo, ne vem, kdaj otrok pride v rejniško družino, recimo, da je star 4-5 let, ne? In potem to je do 18. leta kar nekaj let, ne? Tako razmišljam, ampak se ne naveže človek v tem času toliko na otroka, da niti podrazno tega otroka ne moreš postaviti na cesto, niti enostavno postane tvoj, no? Jaz se ne znam predstavljati drugače. Ampak, kot rečeno, pač nimam te izkušnje, ampak tako si predstavljam. Če ga posvojiš, ne postane drugače pa... Ne, ampak tako, v tem čustvenem smislu, razumem. Ja, tudi rejniki smo zelo različni. Tako kot so strokovne delavke, smo tudi rejniki. In tudi razlogi, zakaj kdo gre v rejništvo, so zelo različni. In so rejniške družine, ki vzamejo otroke v družino, zato, ker jim je to nek način služba. Ker je lahko tudi profesionalno rejništvo. In od tega imaš plačane prihodek. Ja, imaš prihodek, imaš plačane pokojninsko zdravstveno zavarovanje in ko otrok ne izpolnjuje več pogojev za to, da je v rejništvu, ti rabiš novega otroka za to, da lahko nadaljuješ profesionalno rejništvo.
so tudi take rejnice. Ne. So take, ki naredijo mesto in enemu in drugemu. Veliko je zgodb, zelo različnih. Ne. In se mi zdi, da zdaj v našem sistemu, tako kot jaz opazujem in ko se družimo z rejniki in ko imamo srečanja in izobraževanja, so tako dve struji. Ne. Eni so tisti, ki delajo to iz nekih svojih osebnih vzgibov in tam potem drugače vstopajo v te odnose in drugače vzamejo te otroke in se tudi drugačne otroke navežejo. So pa potem tisti rejniki, ki dejansko to vzamejo kot službo. Je pa tudi res, da je zelo odvisno od tega, kdaj dobiš otroka v rejništvo, če dobiš ti tam enega že napol oblikovanega človeka, ko je to najstnik, ko te nikakor ne sprejme za starša, ko te zavrača, ko te obsoja, ko te obtožuje za vse, kar se mu je hudega v življenju zgodilo, teh zgodb je zelo, mislim, to je zelo običajen paket, ki ga dobiš zraven z otrokom, je včasih težko ostati na tej strani in reči, ja, razumem te, hudo ti je. Ja, ker mi je zelo zanimivo, jaz sem pač to nekako profesionalno nekoč na tem področju ministrstvo delala, ne ravno na tem, ampak tudi sicer me zanima, koliko pa je, imate kakšno predstavo, ali veste, koliko je recimo zdajle v Sloveniji otrok, ki bi potrebovali nekega rejnika ali pa posvojitev, koliko je takih duš? Približno je zdaj 1000 otrok v rejništvu, je pa vedno tako enega deficita. Ampak to je dovolj? Ali so vedno je nekaj otrok, ki bi že, za katere se že ve, to je tam od 100 do 300 običajno otrok, 1300. Ki bi rabili še namestitev, s tem, da če bi bilo rejniških družin več in dovolj, bi bilo teh otrok še bistveno več. In se zelo pogosto zgodi, da otroci ostajajo v neustreznih razmerah v nekih družinah ali pa v nekih okoljih, zato ker jih nimajo kam dati. Ker je grozljivo. Tudi zato so otroci odvzamejo zelo pozno iz družina. Ti otroci so večinoma že v osnovni šoli, ki so odvzeti. Mogoče potem, ko je to že drugi, tretji, peti otrok istih staršev, da gre te stvari mogoče malo hitreje, ker so že nekje vodeni. Čeprav tudi biološki starši, ki so jim otroci odzeti, so v tem smislu zelo podkovani, kaj morajo narediti, da jim otroka ne morejo odzeti. In menjajo centre in se potem pristojnosti prestavljajo in ni sledljivosti. In na tem delu je sistem še zelo šibek, ker ko se ti preseliš in prestaviš, zamenjaš naslov, nihče več ne ve zate. Ker so dejansko je drug center in so uslužbenke. In preden spet ugotovijo, da je neki družini narobe. Običajno se zgodi, največ se zgodi skozi nekaj... V informacijskem sistemu bi morali to. Ja, ampak nišče to se mi zdi popolnoma nelogično v tej dobi in se informacije potujejo. Jaz sem imela zdaj en primer, čisto konkreten, ko je prišla ena rejnica v stiski, da se z deklico dogajajo čudne stvari, da je dobila celo navodilo v šoli, da naj zdaj pa že nekaj naredi, ker pač je njeno vedenje popolnoma neustrezno. In se je obrnila name in je jasno kazala ta deklica znake spolne zlorabe. In ko smo se obrnili potem na center in smo spraševali, kaj se da narediti in kako, strokovna delavka, ki je tega otroka namestila v rejniško družino, ni vedela, zakaj je bil ta otrok odvzet iz družine. In šele takrat, pa je bil otrok 4 leta že v družini, rejniški, šele takrat je prvič odprla spis, da je pogledala, da je bil sum spolne zlorabe, obtožba potem umaknjena, nikoli dokazano in tako, ampak po 4 letih je prvič odprla spis. Vse je to stvar sistema, je to stvar osebe. Človeka, ki to dela. Ampak to so zgodbe, ki so tukaj in zdaj. Dobro, da ne bomo tako zaključili. Gremo še malo vlasto. Mogoče sem to, prej smo že povedali, da si mama 5 otrok, to je za naše razmere kar velika družina. A sta se že v začetku dogovorila, da bo to tako, ali ne? Ne, moram reči, da noben ni bil načrtovan. To je prva, tako odločitev spontano. Ampak zdaj le bom rekla, ko naši otroci, ena je delala te velika v Žalimljem, je bila v dijaškem domu, pa delala gimnazijo Žalimlje, ena pa v Vipavi,
pa ko se srečujemo s temi starši, to ni nič neobičajna številka. Da je več. Imajo kar. Sej mislim, da se zdaj tudi stvari res malo spreminjajo, ne, da je v enem trenutku je bila malo moda enega, ne, pa to, ne, glih tok, da, ampak mislim, da je zdaj kar več družin z več otroki, ne. Ja, bolj je, bom rekla, posebno, a ne, to, da recimo hodiš ob tem še v službo, a ne, to se mi zdi bolj nenavadno, pa tudi težko vzdržljivo, ne, že tudi sistem je tak, da dejansko, če ne bi hodila v službo, bi potem tisti nek minimum probala vzdrževati. Če hočeš zagotoviti študij, bom rekla, tako da pač plačamo ti dijaške domove, a ne, pa glasbeno šolo in to, rabiš nekaj dohodka. A ne. In če hočeš nek normalen standard, da držiš, a ne, potem mora tudi mama hoditi v službo, drugače ne gre. No, sej to je pa v nadaljevanju potem vprašanje za Romano. Družinska politika, no, ker recimo tujina pozna bolj te, bom rekla, skrajšan delovni čas, da so mame 4 ure v službi, ali pa to pri nas se mi zdi, da to kar ni, ne, tiste, ki so v službi, so 8 ur. No, nekaj se je spremenil potem, ko imajo večje družine, da lahko recimo so šle za skrajšan čas, ampak mogoče tudi delodajalci niso najbolj navdušeni, ne, in je potem to težko kombinirati. Tako da, Romana, mogoče ti nekaj besed o tem, pa tudi mogoče kakšna bi morala biti družinska politika, ne, pri nas velikrat to mešamo socialo, ne, pač sem, da neke dohodke ali pa socialne transfere dajemo tem velikim družinam, ampak družinska politika je veliko več, ne, sploh Slovenci, ki imamo težave z torej premalo rojstev oziroma se nam ne obetajo glih dobri časi, če gledamo podatke, a ne, bi morali najbrž se zelo resno načrtovati eno družinsko politiko, ki bo, tako kot je prej Vlasta rekla, ali pa kot včasih pravijo, ne, da bi mogel imeti vsak 3 otroke, enega za mamico, enega za oče in enega za državo, ne. Je pač mora biti nek cilj, ne, da razmere uredimo za to, da se bodo ljudje dejansko odločali za več otrok, ampak zato je več faktorjev, ne. Ja, če pogledam zdaj malo z evropskega vidika, primerjalno, ne, ki je Slovenija, recimo, jaz mislim, da imamo nekatera področja zelo dobro urejena, kot je recimo področje porodniških nadomestil in mislim, da se reče starševsko nadomestilo, ne. Eni sicer mislijo, da je teh 12 mesecev, ko je mamica lahko doma porodniška in ki rečejo porodniška. Ampak to ni vse porodniška. To je samo 3 mesece porodniška, ostalo je pa materinski oziroma starševski dopust, ne, ki se pa lahko prenaša tudi med starši. To imamo odlično urejeno, imamo pravzaprav ne najdaljše trajanje, ampak najdaljše trajanje, ki je 100% plačano. Ne, v drugih državah so lahko mamica pa starši tudi doma, celo dlje časa, ampak pa nimajo tega nadomestila plačanega. Lahko so doma, ampak ne prejemajo ničesar. Na nekaterih drugih področjih smo pa capljamo, ne. Capljamo v družinski politiki nasploh. Zaradi tega, ker tako kot si rekla, Alenka, pri nas je družinska politika postala del socialne politike, a ne, in se na nek način družinam tudi z več otroki, a ne, daje neko podporo, ki pa ni namenjena stimulaciji več otrok ali pa večjim družinam, ampak nekemu doplačilu, nekemu socialnemu nadomestilu, zato ker takšna družina se predvideva težje vzdržuje standard, ali tako kot ste rekli, plačuje za domove, za šolo, za glasbo in tako naprej. In jaz želim, oziroma naša stranka je tudi predlagala, ne, da ta družinska politika postane bolj samostojna politika in ukrep države za spodbujanje večjih družin, več rojstev in tako naprej. To se pravi ločeno. Jasno, ne gre samo za en ukrep, ampak za več ukrepov, ki so na eni strani od denarnih pomoči oziroma spodbud do pravilne stanovanjske politike ali pa kreditov, ne. To se pravi cel spekter teh ukrepov. Sicer pa tudi na evropskem nivoju
se zdaj če dalje bolj zavedamo ali prevladuje to zavedanje, da bodo družine zelo pomembne celice našega življenja ali pa obstoja Evrope, vsake države posebej. To zavedanje je kar močno. Mogoče ga toliko ne prenašajo naši slovenski mediji k nam, ampak mi smo ravno zdaj v zaključni fazi našega mandata sprejeli tudi eno zelo pomembno direktivo, ki se ji reče direktiva o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, kjer se daje ne samo več možnosti, ampak celo na nek način prisiljuje, pač je obvezno, koriščenje starševskega dopusta strani očeta. Na eni strani je sicer dana možnost, no, tako je, da bom bolj natančno razložila. Oče lahko izkoristi to možnost, ni prisiljen jo izkoristiti, vendar če jo ne, potem tega dopusta ne more prenesti na mamo. Tako, ker to so ponavadi delali. Sej jaz ne bom vzel, ker on ima kariero v službi, pa njega šefi ne pustijo, pa zamudil bo ta in on sestanki in ne vem, napredovanje in tako naprej, in potem mamica vse prevzame. No, zdaj je pa nekako odločitev takšna, da je pa to bolj primerno, tudi za to boljše družinsko življenje, da tudi očetje prevzamejo del odgovornosti. To se mi zdi en tak lep signal, čeprav v nekaterih državah, recimo Avstrija ima odlično to urejeno. Oni imajo res takšne spodbude za družinsko življenje, da bi jih mi, če bi jih samo preslikali v naš prostor, bi že bilo fantastično. Ampak to najprej še nekaj časa ne bo, ker to tudi nekaj stane, če smo čisto pošteni, in država ima veliko načrtov, kam zapraviti naš davkoplačevalski denar, in velikokrat ga pač zapravlja, potroši, investira karkoli za druge stvari in za to potem zmanjka denarja. No, naša strategija je takšna, to se pravi strategija naše stranke, da bi pa temu področju malo več pozornosti morali dati. Ne samo zato, ker smo mi vrednostno stranka, ki od nekdaj zagovarja te družinske vrednote. To je pač eden izmed pomembnejših razlogov. Drugi, enako pomemben, pa je tudi, da se zelo dobro zavedamo, da naše prihodnosti brez več otrok, brez družin ni. Ker Slovenija ima med vsemi državami Evropske unije eno izmed najslabših demografskih napovedi. To se pravi, da bi morali biti še posebej pozorni, da bi tem ukrepom na nacionalni politiki dali dovolj veliko težo. Zdaj moram reči, da teh dodatkov je ogromno, zdaj ne vem čisto za vsakega, kakšno je stanje danes, ampak prav gotovo ta garnitura vladajoča, pa še prejšnja, z prejšnjo ministrico, ni bila tista, ki je bila ravno zelo naklonjena klasičnemu družinskemu življenju. Se veste, kaj se je tudi dogajalo z družinskim zakonikom in tako naprej. Tako da mislim, da na tem področju nam ostaja še zelo veliko za narediti. Upam, da se bo kaj premaknilo že zdaj, če pa seveda bi prišlo do tega, da bi mi lahko vplivali na to, kako bomo vodili družinsko politiko, potem bi bila pa ta zelo drugačna. Hvala. Zdaj jaz sem imela sicer pripravljeno, da še obiskovalci, ki vprašate, ampak prav veliko časa ni, ker smo bile kar dolge in izčrpne. Hvala lepa za to, ampak če pa bi kdo želel kaj vprašati, pa mogoče še kakšno vprašanje dovolimo, preden dam gostjem zadnjo besedo.